spodbudni rezultati črnomaljskega gospodarstva. Fakulteta za informacijske študije nagovarja podjetja. Brežiškim društvom 500 000 evrov. Dober večer. Črnomaljska županja Mojca Čemas-Stjepanovič se je v sklopu praznovanja občinskega praznika danes sestala s predstavniki gospodarstva v občini. Udeležba sicer ni bila velika, a tisti, ki so prišli, so nanizali spodbudne rezultate. Večina med njimi je namreč lani beležila rast proizvodnje ter zaposlila večje število delavcev. Zato se je stopnja brezposelnosti znižala in po novembrskih podatkih znaša 16,6% oziroma 1115 brezposelnih oseb. Kar je še vedno veliko, vendar podjetniki pravijo, da težko dobijo ustrezen kader, razen tistih, ki iščejo družboslovce. Ja, res je. Danes je bilo večkrat izpostavljeno, da ne dobijo kadra, lahko rečemo, kar od najnižje stopnje izobrazbe pa navzgor. V podjetju Adria Dom so minulo leto dosegli več kot 50% rast in zaposlili 79 ljudi, večinoma zavoda za zaposlovanje. Vendar ugotavljajo, da ti delavci niso dovolj motivirani. Starejši niso dovolj konkurenčni z svojimi znanji, tudi, bom rekla, svojimi veščinami in zmogljivostmi. Težko so kos tempu dela, ki ga zahteva. Z mlado generacijo pa so drugačne težave, pravi Klevišarjeva. Z njimi je potrebno delati veliko drugače kot, bom rekla, starejšimi generacijami. Tega sožitja se nekako še nismo naučili. Delavec mora biti vzgojen v podjetju, ker če tega nimaš, nimaš produktivnosti. Če nimaš produktivnosti, nisi konkurenčen. To je vsa zgodba. Mladi kader je treba naučiti delati, dodaja Butala, ki se v svojem podjetju Paklok, ki je lani zabeležilo več kot 60% rast, srečuje s podobnimi težavami kot Klevišarjeva. Nekateri podjetniki pa že razmišljajo o zaposlovanju kadra s Hrvaške. Jaz kot županja bi želela, da se naša stopnja brezposelnosti niža, da naši ljudje dobijo zaposlitev in seveda s tem tudi prispevajo k blaginji prebivalstva občine Črnomelj. Vendar, če do tega ni, seveda podjetniki si morajo zagotoviti delovno silo, pa tudi če je ta iz tujine. Dejstvo je, da je brezposelnost še vedno dovolj visoka. Zakaj ni kadra? Ne vem, verjetno bo potreba narediti eno analizo tudi za zavodom za poslovanje, kaj se dogaja na tem področju. Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu je bila uspešna na prvem razpisu Interrekt Podonavje. Kot vodilna v konzorciju 18 partnerjev iz 15 držav bo v 2 letih in pol izvajala projekt INO-HPC, v sklopu katerega naj bi nastal transnacionalni laboratorij za visoko zmogljivostno računalništvo. Ta bo podpiral sodelovanje malih in srednje velikih industrijskih podjetij pri skupnem razvoju produktov z visoko dodano vrednostjo. INO-HPC laboratorij bo združeval visoko zmogljivostno računalniško infrastrukturo in kompetence v Podonavju. Projekt financira podonavski program z 2 milijonoma evrov in končni rezultat tega projekta bo mednarodni, transnacionalni mrežni high performance computing laboratorij, ki bo delal s podjetji, na začetku predvsem iz področja avtomobilske in pa elektronske industrije. Visoko zmogljivostno računalništvo lahko izjemno poveča učinkovitost inoviranja v podjetjih in skrajša čas razvoja novih izdelkov. Recimo že danes imamo preko 150 robotov v proizvodnji, uporabljamo virtualno vrednotenje, virtualno konstruiranje, postopke načrtovanja, se pravi, vse tukaj potrebujemo zelo zmogljive računalnike, zato je tudi smiselno, da se povezujemo v regiji v tovrstne projekte. Fiš ima sicer v lasti superračunalnik Rudolf, sofinanciran z evropskimi sredstvi v sklopu projekta Kreativno jedro simulacije. Podjetje, ki zna uporabljati superračunalnik in dobi do tega superračunalnika dostop, lahko v zelo kratkem času zelo učinkovito izvede operacije, ki jih sicer na lastnih teh standardnih računalnikih izvaja dolgo časa. S tem lahko v podjetjih pospešijo postopke inoviranja in poenostavijo procese preizkušanja novih izdelkov v virtualnem okolju, poudarja Rončević.
Nižji komunalni prispevek v primerjavi s sosedi je v občini Dolenjske Toplice botroval temu, da so v občini zrasli manjši počitniški oziroma podobni manjši objekti, v občini pa si želijo pravih stanovanjskih hiš. A to je bil le eden od vzrokov, da so spremenili odlok o komunalnem opremljanju. Bistvene so 3 oziroma 4 spremembe, pravi župan Jože Muhič. Odslej je tako nižji del prispevka, ki se nanaša izključno na priključitev na vodovod z željo, da bi se priključilo čim več občanov, torej že zgrajenimi hišami, ki še niso priključene. Drugo je to, da je bil naš komunalni prispevek v primerjavi z ostalimi primerljivimi občinami zelo nizek. Zato so kar v velikem številu se pojavljali potencialni novograditelji, ki so želeli kupiti manjše parcele in zgraditi neke manjše bivalne enote ali za turizem ali za stanovanja. A na to občina, pravi župan, ni pripravljena. Želijo si povprečno velike stanovanjske objekte, zato so komunalni prispevek za novogradnje povišali in je zdaj primerljiv z ostalimi občinami. V obstoječem odloku je bilo tudi zelo nerodno določeno izračunavanje komunalnega prispevka glede na velikost parcele. Mi smo tukaj omejili na tak način, da je potrebno za hišo najmanj stanovanjska površina krat 1,5, veliko parcelo upoštevati. Če pa je večja, jo lahko lastnik razdeli, a tako, da je do nje rešen dostop do ceste in da se jo da opremiti z vso infrastrukturo. Novosti pa so tudi za tiste, ki hišo le dogradijo ali namesto stare zgradijo novo, torej nadomestno hišo. V tem primeru se upošteva, če je bil komunalni prispevek za staro hišo že plačan oziroma če je bila zgrajena pred letom 1967, kot da je bil komunalni prispevek za obstoječo dimenzijo hiše in parcele poravnan in se doplača samo še razlika glede na večjo površino hiše. Novi odlok so svetniki v drugem branju potrdili na zadnji seji občinskega sveta. Novomeška občina je novembra lani na okrajno sodišče vložila tožbo zaradi izpraznitve in izročitve prostorov Narodnega doma v posest. Obenem je z vloženo tožbo predlagala izdajo začasne odredbe za izselitev kulturnih ustvarjalcev avtonomne cone Sokolc, ki je bila zavrnjena. Zato je občina vložila pritožbo, o kateri je odločalo Višje sodišče v Ljubljani, a ji ni ugodilo. Kot je znano, zaradi zapletov oziroma neuspešne komunikacije med občino in uporabniki doma, konec minulega leta niso stekla predvidena obnova strehe in druga dela. Predstavniki avtonomne cone pa še vedno vztrajajo, da bi to lahko izvedli kljub njihovem bivanju v stavbi. Vsekakor zdaj ostajajo v najstarejšem narodnem domu na Slovenskem. Medtem še poteka tožba za izpraznitev in izročitev nepremičnin v posest. In kot so nam sporočili iz kabineta novomeškega župana, pričakujejo, da bi se obravnava lahko začela v prihodnjih mesecih. Občina Brežice je lani prek financiranja društev omogočila izvajanje 270 različnih programov na področju družbenih dejavnosti. Letos namenja za društva 550 000 evrov. Rok za prijavo še ni potekal. Največ sredstev, 410 000, je namenjenih programom športa za vadbo otrok in mladine, programom na področju vrhunskega športa, športu invalidov, športni rekreaciji, športu starejših, razvojni dejavnosti v športu in športnim prireditvam. Razpisi bojo do 28. februarja. Treba pa povedati seveda, da imamo v občini izjemno aktivno delovanje teh različnih društev, katerih je okoli 250. Približno smo pa ocenili, da se vključi v te programe, ki jih občina sofinancira, skoraj 20% občanov, kar pomeni približno 5000 ljudi. In jaz mislim, da ta sredstva so tudi eden od glavnih generatorjev družbenega utripa v občini Brežice. Lani je športni program različnih društev skupaj obsegal prek 20 000 ur in za redno vadbo navdušil okrog 1700 občank in občanov. Za ljubiteljsko kulturo, v kateri se udejstvuje okrog 1600 občanov, je razpisanih 69 000. 29 500 evrov je razpisanih za preventivne zdravstvene in socialne programe, 16 000 pa za mladino. Že 15 let se Novomeščani ob slovenskem kulturnem prazniku podajo na pohod po svojem mestu, kjer lahko pobližje spoznajo bogato zgodovino Dolenjske prestolnice. Tokrat se jih je pred mestno hišo zbralo skoraj 200. Sprva drzna zamisel se je kmalu spremenila v pričakovan in obiskan dogodek.
Ugotavljali smo, da pravzaprav vedno bolj poznamo druge kraje, najmanj pa svoj rojstni kraj, svoje mesto, in prišli smo v Kompasu Novo mesto na idejo, da naredimo ogled novega mesta za Novomeščane, in ko sem to prvič nekako dala, so mi rekli: Marjana, ti si blesava, kdo bo pa prišel. Že prvo leto je prišlo 109 ljudi. Cilj pohoda je, da se ljudje z ljubeznijo in odprtimi očmi sprehodijo skozi Novo mesto. Novo mesto je izredno zanimivo, samo treba je hoditi z odprtimi očmi, pogledati, in fajn je, da ti nekdo malo tudi pove, kaj ti dogajalo se je nam, recimo, da smo šli mimo kakšnega spomenika in potem poveš, tole je pa tukaj, joj, saj tukaj pa vsak dan hodimo, pa tega sploh nismo opazili. Seveda pa dolenjska prestolnica ni zanimiva le za domačine, ampak tudi za številne turiste. Turisti so navdušeni nad našo bogato dediščino, nad arheološko zbirko, nad kapiteljsko cerkvijo, in konec koncev imamo Tintoretovo sliko, edino Tintoretovo sliko v Sloveniji, tukaj v Novem mestu, tako da imamo marsikaj, s čimer se lahko pohvalimo, samo to moramo ozavestiti, vzljubiti in biti ponosni na to, kar imamo. Nova zgodba je tudi selitev turistično-informacijskega centra na novo lokacijo v središče mesta. Tic se lahko pohvali s prenovljeno podobo in raznovrstno ponudbo. Ob včerajšnjem kulturnem prazniku so prireditev pripravili tudi v Velikih Laščah. Raznolik in zanimiv program so oblikovali člani kulturnega društva Primož Trubar, šolarji in učenci glasbene šole. Prireditev so zasnovali na domačem izročilu. Vključili so dela Frana Levstika, ki se je rodil v Dolnjih Retjah pri Velikih Laščah. Seveda niso mogli mimo Franceta Prešerna. Program pa so dopolnili sodobno poezijo domačih avtoric. Tako da smo naredili en tak preplet pesmi in proze na tem našem odru in popestrili smo ga pa z glasbo, ki je tudi malo Prešerna, malo Levstika uglasbenega, pa tudi malo ljudske in sodobne glasbe. Kultura je v Velikih Laščah zelo živa. Zasluga gre ljudem, ki pač se zavedajo, da je to njihova identiteta in da je to njihova, da je to tisto, kar so, smo, bom rekel, in zato je toliko ljudi, ki so pripravljeni si vzeti čas in za kulturo. Kaj vam pomeni kultura in to, kar počnete za kulturo? Vse razen tistega, kar je za preživetje. Skratka, živim od svojega dela, ki je čist nekje drugje, tole je pa za dušo in za prihodnost bodočih generacij, pa tudi naše. Dvorana je navadno polna, kar daje spodbudo domačim ustvarjalcem. Posebej so ponosni na rojake Trubarja, Levstika, Stritarja. Ponosen sem na to, da vodim občino, ki ima tako znane rojake. Sveda, sedaj pa za to kulturno dediščino skrbijo naša kulturna društva, druge organizacije, posamezniki in pa seveda tudi občina. Moj fant recitira, pa seveda, ker je kulturni dan, se spodobi, da tudi se udejstvujem teh predstav. Kultura nas more gor držati, zato sem pa prišla. In kot smo še slišali, v Velikih Laščah imajo izjemno kulturno tradicijo. Tega se dobro zaveda tudi občina. Zato ne financira le dejavnosti, ampak tudi objekte, kjer gojijo kulturo. Prav to namreč dela Velike Lašče prepoznavne. Izjemno kulturno tradicijo imajo tudi druge, posluh občin za njeno ohranjanje pa je različen. Hvala za pozornost in lahko noč.